Hej, pozdravljeni, moje ime je Gregor in že nekaj časa se nisem oglasil, ampak kot vidite, sem na novi lokaciji. Kar pomeni v bistvu, da sem se ponovno selil v tem obdobju in s tem sem se v bistvu tudi nekaj naučil. In ravno o tem želim spregovoriti v tem videu, namreč prva zadeva je vedno, ampak res vedno, detaljno preberi pogodbo, katero podpišeš. Kajti droben tisk šteje zelo. Namreč, mogoče celo pozabiš na nekatere stvari, ki se ti zdijo, ja, saj ni problema, pol pa recimo predčasno prekineš pogodbo, pa opa, so neke sankcije. Tako da res dobro preberi pogodbo, ki jo podpišeš s stanodajalcem. Naslednja zadeva se veže na dogodke, ki se odvijajo še pred najemom stanovanja. Namreč svetoval bi, da v resnici popolnoma vse preverite, kar je možno v stanovanju, torej mogoče odprete kakšne predale, hladilnik, mogoče pečico, omare. Mogoče spustite tudi vodo na WC-ju, pa mogoče preverite, kakšna je tuš kabina. Pač same take osnovne stvari, ki jih boste uporabljali vsakodnevno in hočete biti ziher, da vzamete nekaj v najem, kar je tudi v redu ohranjeno, da v bistvu ne boste pol vi krivi za kakšno potencialno nastalo škodo. In še ena čisto taka osnovna stvar, če smo že pri osnovnih stvareh, je v bistvu, da dobro preverite razpoložljivost in dosegljivost internetnega paketa ali TV paketa, če želite imeti TV na lokaciji, na katero se selite. Kajti ponekod je lahko ta povezava kar omejena in saj vem, da mene, ki delam v večini tudi od doma, sploh zdaj na tole trenutno stanje, je dobra internetna povezava zelo fajna. Saj živimo v 21. stoletju in tudi če živiš mogoče v centru mesta ali pa mogoče v bližini centra mesta, se vseeno splača preveriti, ne se zanašati, da bo lokacija centra mesta rešila situacijo z dobro internetno povezavo, na primer. Vseeno je to dobro preveriti predhodno, preden se odločite za najem in potem obžalujete zadeve in ste jezni na ponudnika čisto po nepotrebnem. Četrta zadeva je v bistvu taka mentalna. V bistvu vzamete si čas v stanovanju, potem ko pretaknete v malo predale in pa omare in pa ostale stvari. Vzamete si nekaj minut, da začutite stanovanje. Pač mogoče se sliši hecno, kako bi zdaj čutil stanovanje, ampak probajte ujeti tisti neki vibe, če se v redu počutite v njem. Sicer ta občutek ljudje dobimo ponavadi že ob prvem momentu, ko vstopimo v stanovanje, ampak vseeno je v redu, če v bistvu si vzamete trenutek in si predstavljate, če si res želite živeti v tem stanovanju ali je to nekaj, kar mogoče ni trenutno za vas. Nikoli ni narobe reči ne ali pa bom premislil, saj se nikamor ne mudi, razen v izrednih situacijah, ampak vseeno je fajn si vzeti nekaj časa, kako minuto, dve, samo toliko, da si preštudirate, kako se jaz pa počutim, kaj v tem stanovanju, se dobro počutim, mi kaj manjka, mi kaj ni všeč. Samo taka ena hitra analiza, valjda pol to še vse skupaj prespite z vsemi ostalimi stvarmi, ki so se vam dogajale in odvijale po glavi, tako da potem sklenete neko skupno odločitev, ampak res, ko pridete v stanovanje, si vzamete malo časa in na koncu vseeno nekje tak proti koncu ogleda, premislite, če si res želite imeti to stanovanje in če se dobro počutite v njem. To je zelo pomembno. In pa še zadnja res pomembna zadeva, vezana na vaše stroške. Vedno, tudi ko boste podpisali pogodbo, imate pravico zahtevati videti položnice, kajti vi plačujete najemnino in pa tudi stroške. In imate pravico zahtevati vpogled v položnice, če vam je karkoli sumljivega ali pa karkoli podobnega. Naj vas ne bo sram ali strah reči, da v bistvu bi pa želeli imeti pogled v to, kaj vi plačujete. Tako da definitivno to polagam res na srce. Vprašajte najemodajalca, če vam ne pokaže položnic in vam da neki spisek, da vi pa bi pogledali položnice vseeno. To naredite enih 3-krat, 4-krat, toliko da se vi zazihrate,
pa da ste res prepričani, da plačujete nekaj pošteno, tako kot je treba, da so vsi računi čisti, če lahko tako rečem, in imate vi mirno vest, pa tudi potem najemodajalec. Potem se tu pokaže tudi lahko karakter ljudi in nikoli pa seveda ni narobe prekiniti pogodbe, če vam kaj ni v redu. Čeprav, tako kot sem najprej omenjal, pa v bistvu dobro preberite pogodbo. Kajti tam marsikaj piše in je tudi marsikaj skritega. Govorim iz izkušenj, pa verjetno jih imate tudi vi. Tako upam, da sem vam z svojimi nasveti in izkušnjami malo prikazal neko zgodbo, na kaj treba v bistvu paziti, ko se selite, in upam, da vam ti nasveti pridejo tudi prav. Drugače pa, kot vedno, če vam je bil tale video všeč, mu lahko daste tudi thumbs up in pa se naročite na moj kanal za še več vsebine. Lahko pa me sledite tudi na Instagramu pod GregorV. Lepo se imejte, pazite na se, ostanite zdravi, pa nasvidenje do naslednjič. Čau!